Pozdravljene, drage slavivke, lepe besede in drugi. Dobrodošli ponovno v besedi tedna. Volitve so za nami. Ljudstvo je izrazilo svojo voljo in to isto ljudstvo zdaj na družbenih omrežjih in ob starih dobrih šankih razpravlja in napoveduje, kaj oziroma kakšna vladna koalicija se nam obeta. Ob tem se seveda rojevajo tudi zanimivi izrazi oziroma nove besede. Poglejmo si nekaj primerov. Obdobju, ki nastopi takoj po volitvah, z eno besedo rečemo valitve. Valitve so proces, pri katerem opazujemo, kaj se bo iz volje ljudstva izvalilo. Tokrat, kot kaže, nič kaj dobrega. Zmagovalka Svoboda se lahko ponaša samo s Pirovo zmago. Zasledovalka SDS s svojimi odstotki prav tako lahko odpre le kakšen pir in ne šampanjca. Edina prava zmagovalka teh volitev je Stevanovićeva resnica. Zoranu Stevanoviću je uspel veliki met. Preskočil je parlamentarni prag. In ker je vzdevek Zoki v slovenski politiki že dolgo časa oddan, ostane Stevanoviću le še vzdevek Stevo. Volitvam, na katerih zmaga Stevo in nihče drug, pa rečemo Stevolitve. Stevolitve same po sebi nam povedo, da koalicijski obeti niso dobri. Tudi če se najde kakšna možna koalicija, bo ta zelo verjetno kratkotrajnega značaja. Dobili bomo tako imenovano kratkoalicijo. In kratkoalicija lahko sestavi samo vlado, če vlado. Če vlada je vlada, ki bo v prvi priložnosti sama sebe dala na čevelj. Ja, rezultati so, kakršni so, in trezna glava dobrih opcij žal ne vidi. Tiste manj trezne, glave ob šankih, pa z opcijami nimajo težav. In tem koalicijskim opcijam, ki nastajajo ob šankih, rečemo šnopcije. Šnops, vemo, je tradicionalna slovenska žgana pijača in ko šnops prive, se zdi, da lahko vlado vodi kdorkoli, samo da bo dal za rundo. No, to je bilo nekaj izbranih novih besed, ki so te dni obogatile slovenski politični besednjak. Katero izmed njih oklicati za besedo tedna, pa tokrat, drago občinstvo, prepuščam vam.